Turistično društvo Bled v letošnjem letu praznuje 140. obletnico svojega delovanja. O tem, kaj je bilo v društvu narejenega v preteklem letu in o projektih v prihajajočem, smo se pogovarjali s predsednikom društva Ludvikom Krčmarjem. Tako kot vsako spomlad bodo tudi letos organizirali delavnico izdelovanja velikonočnih butar, se udeležili pustne povorke, pripravili kolesarski dan in izvedli čistilno akcijo ter razna predavanja za občane in sobodajalce. Konec aprila podarimo vsakemu članu turističnega društva 3 sadike, s tem spodbujamo, da bi čim lepše poskušali svoje balkone in okolice urejati. Potem seveda imamo tudi, se vključujemo v vseslovensko akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna. Tukaj v mesecu juliju imamo 3-člansko komisijo, ki obišče vse zaselke Bleda oziroma cel Bled, nekako poslika čim več balkonov, privatnih hiš, poslovnih objektiv in tako naprej. In na koncu leta potem seveda podelimo tudi tem, ki so najbolj izbrani, okrog 30 priznanj, kar mislim, da je spodbudno in na ta način spodbujamo, da se tudi čim bolj urejajo naše domačije. Potem seveda organiziramo izlete tudi za svoje člane in ki se lahko tudi pridružijo tudi ostali občani. Še naprej bodo nadaljevali s svojimi uspešnimi projekti. Prisotni ste na Blejski promenadi, Okusi Bleda, pa potem projekt Ask Me I'm Local, ki je kar lepo zaživel. Obe prireditvi, ki ste jih vi omenili, bom samo dodal to, da se resnično vključujemo vse tiste aktivnosti, ki pač bogatijo našo turistično in tudi gastronomsko oziroma ponudbo. Tako smo tudi se udeležili vseh oziroma večjih prireditev za svojo ponudbo. Tu smo seveda poleg pijače smo nekako pred 7 leti je naš sodelavec oziroma član gospod Miran Lavrič dal pobudo, da naredimo eno navadno oziroma kmečko peč, ki jo stavimo na prikolico in da s to nekako kot peč ponudimo nek nov produkt. To je blejska posmodulja, ki mislim, da se lepo prijema in gosti jo zelo radi koristijo in prodajamo, tako da je to ena dodatna ponudba in tudi letošnjo leto se bomo vključevali tam, kjer bomo pač povabljeni oziroma sami želimo tudi, da bi čim večkrat bili prisotni. Tudi letošnjo leto bomo s tem nadaljevali, ker je prav, da pač domačini, tisti, ki veliko imajo znanje o Bledu in okolici, da predvsem pač dajo določene informacije naključnim obiskovalcem in tudi opozorijo na to, kar seveda se to ne sme. Največ vprašanje pa, kje se lahko kopajo, kako se pride na Blejski grad, kako se pride v Vintgar, ali se lahko pride okrog Blejskega jezera in tako naprej. Drugo pa to, kar je pač z odlokom občinskimi predpisi pač prepovedani, opozorimo, da ni najbolj primerno poležavanje po travi in tako naprej. In to mislim, da z velikim zadovoljstvom tudi pač gosti tudi sprejemajo. Kaj pa je novega? Novega prav je to, da smo vsa 4 turistična društva z Zavodom za turizem in pa infrastrukturo Bled podpisali tripartitni dogovor, da bomo tudi vsa 4 turistična društva skrbeli za bolj in večjo urejenost sprehajalnih poti, tako na Bledu, Bohinjski Beli, Ribnem, na Selu in pa Zasibu. Društvo šteje okoli 800 članov in vsak izmed prostovoljcev po svoje prispeva k razvoju turistične ponudbe Bleda. Mi izredno dobro sodelujemo tako lokalno skupnostjo občine Bled, Zavodom za turizem, z turističnim gospodarstvom in seveda vsem ostalimi, ki oblikujemo ta turistični produkt. Seveda v skladu z sprejeto strategijo želim pa vsekakor, da bi bili Bled poleg te prekrasne kulise Blejski grad, otok in jezero in vse ostalo, ki še obdaja, da bi Bled seveda še dali nekaj več na notranjo urejenost, na čistočo, na pometanje, asfaltiranje lokalnih cest in podobno, več cvetličnih aranžmanov po parku in okolici, da bo kredice bile lepo obdelane. Obljubo imamo iz strani lokalne oziroma za občine, da letošnjo leto bo Bled resnično cvetil. In upamo, da mi bomo dali svoj prispevek, da bojo tudi domačije primerno lepo v okviru
finančne in fizične možnosti tudi urejene. V lanskem letu je pomoč in informacije v njihovem turistično-informacijskem centru poiskalo več kot 45.000 ljudi. Obisk iz leta v leto narašča. Ja, stvari se prav gotovo spreminjajo. Od par let nazaj pač moramo to vedeti, da pač ta naval oziroma pač večje število razne strukture gostov se je pojavilo na Bledu, predvsem zato in tudi verjetno v celi Sloveniji in Hrvaški in v tej okolici, predvsem zaradi tega, ker je tukaj mir. To je za goste zelo pomembno, da lahko mir, tole nemirno področje Azije in Afrike prav gotovo je delalo negativno in so se ljudje usmerili v to področje. Ta večji prihod tujih, predvsem tujih in pa seveda tudi domačih gostov je prav gotovo dobrodošel. Treba je poskrbeti, za kar lokalna skupnost oziroma občina tudi veliko sredstev vlaga to, da se usmerijo, da so infrastruktura mora biti temu primerno tudi urejena, to se pravi parkirni prostori, ceste primerno urejena in tako dalje. Seveda in pa tudi gosti se morajo nekako usmeriti v tisto področje, v katerem vidijo svoje finančne možnosti in tako naprej. Naš interes oziroma Bleda je prav gotovo v tem, da dobimo višjo kvaliteto gostov, ampak globalizacija je naredila svoje in povsod so tudi taka struktura. Vendar, če se bomo prizadevali, kot sem prej rekel, da bomo poskrbeli, da bo naš kraj resnično urejen in da bo infrastruktura na določenem višjem nivoju, kot je trenutno, čeprav se veliko sredstev v to vlaga. Mislim, da bomo tudi boljšo strukturo dobili, kajti promocija Bleda in okolice v tujini je zelo prepoznavna in pričakujem, da bomo tudi boljšo strukturo gostov lahko dobili. Seveda zato se pa moramo vsi, ki se ukvarjamo s turizmom, svoj delež prispevati. Pa zmeraj je potrebno nekaj več. In to toliko, da je, kajti jaz se gledam tako, da so pričakovanja gostov, ki pridejo na Bled, kamorkoli, s kakršnokoli storitvijo, bojo njihove pričakovanja, vsaj za delček morajo biti presežene in če je to doseženo, potem so zadovoljni in se nam tudi vračajo. Krčmar je na koncu izpostavil še, kako pomemben je ustrezno usposobljen kader. V turizmu namreč človek dela za človeka in tega se zavedajo tudi v društvu. Želimo sodelovati z vsemi ostalimi, ki formiramo ta turistični produkt. Želim si to, da se tudi vsi ostali soustvarjalci tega produkta upoštevajo tudi delo turističnega društva, kajti mi delamo prostovoljno in prostovoljni čas seveda je pravzaprav nekaj, ki je v sedanjem času nekaterim ni poznano in je zelo malo taki, ki se res prostovoljno angažirajo in so pripravljeni tudi delati. No, vsekakor si pa želim, da bo Bled tudi letošnjo leto ali pa še bolje zaseden in izboljšal tudi svojo strukturo gostov, kot je bilo vsa ta leta nazaj. Mislim, da bomo v tem uspeli. Dolgoročno pa Bled prav gotovo ima veliko bodočnost. To, kar je v lokalnih načrtih oziroma programih in načrti, mislim, če se bo to realiziralo, potem mislim, da bo Bled vsako leto lahko lepši. In vsi mi lahko prispevamo, da bo temu res tako.